Hvaljen Jezus in Marija in prijazen pozdrav vsem, ki ste tokrat z nami. Danes bomo govorili o izgubljenih otrocih. V javnosti se namreč pojavlja vedno več trditev in dokazov, da so se med leti 1965 in 1991 tudi na območju Republike Slovenije dogajali primeri nezakonitih odvzemov otrok v porodnišnicah. Več je tudi zgodb mamic, ki jim je bilo sporočeno, da so njihovi otroci umrli takoj po rojstvu ali nekaj dni pozneje, niso pa jih smele niti videti, niti pokopati. Oblikovala se je skupina prizadetih mamic, ki delujejo pod nazivom Društvo izgubljeni otroci in je do danes obravnavala že skoraj 60 primerov domnevno izgubljenih otrok v porodnišnicah. V oddaji bom tokrat gostila predstavnico Društva izgubljeni otroci, gospo Simono Šeremet-Kalan, predsednico preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok poslanko Alenko Jeraj, ter gospo Olgo Domadenik, ki bo z nami podelila svojo zgodbo. Vse tri prav lepo pozdravljam v našem studiu. Hvala, da ste si vzeli čas in prišli z nami, torej da boste tudi z nami, z našimi gledalci delili to zgodbo, ki trenutno zajema Slovenijo. Gospa Kalan, vi ste nekako pobudnica tega društva, ki je pod svoje okrilje vzelo vse te mamice v Sloveniji. Bi nam zaupali, kako je sploh prišlo do tega? Kdaj ste se s tem srečali? Ste tudi sami morda kakšen tak primer imeli? Najprej lepa hvala za povabilo. Jaz sem se sama začela s tem ukvarjati, ko sem enkrat zgolj slučajno zasledila zapisane mame Dragane Novmoske, ki je leta 1990 rodila v Mariboru in je zapisala, da nima svojega otroka in nobene dokumentacije, da je bila tako odpuščena. Kar se meni zdelo sila nenavadno, ker mi smo pa v Sloveniji in nisem mogla verjeti, da bi se to zgodilo. Tako sem začela prvo sodelovanje z Dragano. Ona me je pooblastila in potem smo mi dve iskale to njeno dokumentacijo dobra 3 leta. In po 2,5 letih sva dobile za najo takrat in še vedno, tudi za vse ostale mamice, zelo pomemben dokument, in sicer odpustnica, da se otrok odpušča, da je živ in da se ga pripelje na pregled, in na drugi strani potrdilo o smrti in vzroku smrti. Potem so se mamice, ne spomnim se natančno, same nekako me najdle, pot se najde, a ne? In ja, bi vas samo popravila, danes nas ni 60, ampak nas je 127 v tem trenutku. Imam jaz pooblastilo od mamic in mi smo probale vse, kar smo lahko, ker Društvo izgubljeni otroci Slovenije nisem samo jaz kot predsednica, jaz imam seveda ene krasne ljudi okrog sebe, to so moje sodelavke, ki pomagajo. Napisali smo ogromno enih prošenj, enih zahtevkov, velikokrat smo bili zavrnjeni, velikokrat ostali brez vsega, in zato smo tudi veliko bolj hvaležni, da se je ustanovila preiskovalna komisija, ker pa tle vidimo luč na koncu tunela, kjer pa se mamicam res lahko v večji meri z večjimi pooblastili pomaga, kot to lahko naredi društvo. Zdaj, danes bomo govorili o mamicah, ki ne vejo, kaj je z njihovimi otroci. Torej, vsaka žena, vsaka ženska, ki je mama, si najbrž ne more predstavljati, da ne bi vedela, kaj se z njenim otrokom zgodi, kaj se z njenim otrokom dogaja, kaj šele tako kmalu po rojstvu. Torej, tukaj govorimo o enem dnevu, o tem, da ga sploh mamica ni videla tega rojenega otroka, ne. To so bolečine, ki so neznosne, ki pač vsak ima pravico, vsak ima pravico vedeti, kaj se s tvojim otrokom dogaja, ne. In tukaj je torej vi, gospa Alenka Jeraj, ste kot poslanka SDS-a ustanovili oziroma ste del te predsednica preiskovalne komisije prav za to vprašanje. Kaj pa je vas nagovorilo, da ste torej to temo odprli? Torej, najprej je bila ena seja Komisije za človekove pravice, enake možnosti,
na kateri je Simona, pa tudi nekaj mamic in nekaj drugih predstavilo sploh problematiko. Ne? In takrat so nekako mame, tudi Simona, povedali, zraven smo sicer imeli varuha človekovih pravic, policijo in druge, ki so se s temi primeri ukvarjali, ampak nekako je bilo povsod videti, da se pač zelo intenzivno s tem v resnici ne ukvarjajo. Predvsem zaradi tega, ker gre za stare primere, tudi 40 let in tako, ker imajo veliko aktualnih stvari, a ne je potem mogoče to malo na stranskem tiru in so se stvari počasi dogajale. Oziroma po tisti seji je nekako bilo upanje, da se bodo stvari začele odvijati hitreje, se je pa še malo upočasnili, pa še malo težje so potem mame dobile podatke ali pa Simona. A ne. No in potem je nekako dozorela ideja, da bi ustanovili preiskovalno komisijo v Državnem zboru, kar seveda pač omogoča poslovnik. V preiskovalno komisijo so vedno povabljeni vse stranke, vse poslanske skupine lahko predlagajo svoje kandidate. Zdaj, že takoj na začetku smo nekako bili dogovorjeni, da bi to komisijo vodila jaz in iz SDS-a smo 3 člani v komisiji. Potem je še Aleksander Reberšek iz Nove Slovenije in Predrag Bakovič iz SD-ja. Povabljeni so bili seveda tudi strank Svoboda in Levica, ampak oni niso želeli dati svojih članov, tako da zdaj delamo, vseh nas 5 mora vedno biti, ne, da lahko seje potekajo. Smo se pa takrat stvari zelo resno lotili, od društva Izgubljeni otroci smo prevzeli vso dokumentacijo za približno 110-120 primerov. In seveda takoj začeli, ker preiskovalna komisija večinoma, torej glavni del njenega dela so pričanja, a ne? In smo kar povabili potem te mamice, ki so bile pripravljene pričati, ene na javnih sejah, druge na zaprtih. In seveda iz njihovih zgodb smo potem prišli do zdravnikov, babic, administratorjev, socialnih delavcev, ki so takrat delovali in seveda v nadaljevanju smo potem zasliševali oziroma na pričanje povabili tudi njih, ne. Zdravnike, ne vem, patologe, ginekologe, pediatre, babce, medicinske sestre, socialne delavke, tako da se je tega kar veliko nabrali in zdaj v bistvu obdelujemo pač vsak primer posebej, prosimo in zahtevamo dodatno dokumentacijo, ki je potrebna. Zbrali smo tega ogromno in seveda pač poskušamo na ta način razrešiti primere, ne. Je pa dejansko dela komisija od lani jeseni pravzaprav, oziroma pred maja smo imeli prvo sejo, no. Zares smo pa začeli potem jeseni. Imeli smo že ogromno izrednih sej, rednih sej, torej nujnih sej tudi, ne, kjer vsakič pač dopolnjujemo dokumentacijo, ki jo potrebujemo, da bomo prišli do nekih zaključkov. Zdaj morda predlagam, da še predstavimo, da se nam predstavi naša tokratnja pričevalka, torej da dobimo nekako iz prve roke ta uvid v to, kar se v bistvu je dogajalo. Zdaj vi prihajate tukaj iz Maribora, iz okolice Maribora in imate izkušnjo prav z mariborsko porodnišnico, kjer je tudi veliko primerov prav iz mariborske porodnišnice. Bi vas prosila, zdaj, to je bilo leta 1990, pa če nam bi povedali, kaj je bilo tisto, kar je pri vas se zgodilo. Jaz sem takrat 19-letna rodila v mariborski porodnišnici, septembra 1990 fantka. Imela sem ga 2 dni, po 2 dneh so mi enostavno rekli, da je umrl in da ga ni več. Ko sem prosila, če lahko ga pokopljemo, so rekli, da ne, da to stori porodnišnica na svoje stroške. Mrtvega tudi nismo smeli videti, ne jaz, ne moji partnerji, ne moji starši. Enostavno ni ga bilo več. Ste ga tiste 2 dni videli? 2 dni sem ga dojila. Takrat smo rodili še v stari porodnišnici, ko so otroke pripeljali na 3 ure, približno so jih vozili na dojenje, potem so jih odpeljali. Tako da 2 dni sem ga dobivala, potem pa... In samo odpeljali so ga, nič vam niso povedali, zakaj? Nič niso povedali, zakaj. Najprej so rekli, da so ga prestavili na otroški oddelek, nič zakaj.
potem pa so samo zjutraj pri viziti povedali, da je po noči umrl. Tako da bil pa je zdrav, mislim, normalno. To ker mama vidi, ne? Imam še zdaj 3 otroke, pa je Pa bil... veste, ne? Ja, pa je velikokrat bil, je tako, ja, da se mame tega čisto zavedamo. enak, mislim. Ni bilo nekih problemov, da ne bi jedel ali pa da bi bil jokav ali pa da bi bil, ne vem, drugačne barve ali karkoli. Ne. In potem preprosto več niste vedeli, kje je vaš Nismo otrok. vedeli, kje je. Rekli so, da ga bolnišnica da k enemu starejšemu v krsto in da ga tako pokopljejo. Papirjev pri odpustu nisem dobila dobenih. Zdaj, ko se je začelo govoriti iz Srbije, je bila neka oddaja po televiziji Slovenija, pa ko sem jaz to poslušala, kot da bi jaz tam stala, pa poslušala, kaj so meni govorili, so tisti mamici govorili. Ne? Pa pravim, jaz mojemu možu, to so meni vse povedali. Potem pa se meno kolegico vprašala, kako lahko jaz prijem do papirjev, ker jaz sem šla iz bolnice brez vsakega papirja, nisem dobila dobene odpustnice, ne svoje, ne njegove, nič. No in ona mi je povedala, kam naj elektronski naslov pišem in sem leta 23 pisala v mariborsko porodnišnico. Takrat za čuda sem dobila zelo veliko papirjev, 37 listov, kar zdaj mamice pravijo, da jih ne dobijo. Dobila sem pa samo svoje, nič od njega. Zraven je bila tudi odpustnica, na kateri je pisalo, da je otrok odpuščen v domačo oskrbo, da naj ga prenesem čez 1 mesec na cepljenje v posvetovalnico, da mu naj v tem času davljam AD3 kapljice, to so neki vitamini za dojenčke. V glavnem, kot da je zdrav, da ima obseg glave in še neko cepljenje napisano v cepilni knjižici. Jaz od tega nič nisem dobila. In potem, ko sem začela to raziskovati, sem šla na upravno enoto, tam sem prosila za rojstni list in mrliški list in potem, ko pogledaš te papirje, vidiš, da je najprej vpisan v knjigo umrlih, čez 10 dni pa v knjigo rojstev in v Republiški statistični urad za prebivalstvo. Tako da se že to... Torej, najprej je smrt napisana, potem šele rojstvo. Ja, čez 10 dni pa rojstvo. Na odpustnici je tudi, jaz sem rodila septembra, na odpustnici je datum od novembra, torej oktober, november, 2 meseca oziroma skoraj 3 mesece kasneje. Tako da se je takrat že vedelo, da je mrtev, da ne je moglo tako gor pisati. In vi sami, kaj vi sami čutite? Jaz nisem nikoli mogla, nimamo groba, ne? Ampak tudi na grob svojih staršev nisem mogla nikoli prižgati svečke. Sem jo prinesla, pa sem jo odnesla. Tako da nekako še vseeno upanje ostaja, da ne, dokler ne vidiš, ne veš. Ne veš. In prav to resnico, ki jo vi iščete, ne, to je... Rade bi samo pač vedle, kje v resnici so, ali so živi, ali so mrtvi, kje so pokopani, vse da imaš neko... Ja, da lahko greš, ker se pomiriš in ker dansko se pogovarjaš s svojim otrokom in na ta način tudi to bolečino predelaš. Zdaj bom vprašala vas, gospa Jeraj in gospa Kalan, govorimo o tem primeru z prve roke. Koliko je zdaj tukaj v tem že znanega, kakšna ozadja, kaj dejansko se je dogajalo? Torej, mi imamo veliko različnih primerov in pri vseh teh primerih dejansko ugotavljamo zelo pomanjkljivo ali pa slabo vodeno dokumentacijo. Ne? Mi bi po principu morala stvar teči tako, ne? Mama je bila sprejeta, se pravi, mora biti porodnica v sprejemni knjigi, da so jo sprejeli v bolnišnico. Potem naslednja faza je porod, ne? Mora biti upisan porod in porodni zapisnik, skratka vse, kar se je dogajalo z otročkom in tako. Ne? Potem, če je vse v redu, naj bi bil ta otrok sprejet na oddelek, torej, če je karkoli bilo narobe,
torej na neonatalni oddelek novorojenčkov, če je kaj narobe na pediatrično, naprimer, če so morali, ne vem, ga dati v inkubator ali kaj podobnega, ne, bi morali biti tam upisani te otroci, ne. Če je otrok umrl, recimo, da je umrl, potem vsak, ki je umrl v porodnišnici oziroma v bolnišnici, se mora narediti obdukcija. Bi ga morali odpeljati na patologijo, spet moraš imeti sprejem na patologijo. Potem se dela obdukcija, a ne? Mora biti obdukcijski zapisnik, kdo je to delal, in potem zraven moraš imeti tudi parafinski vzorec, ne? Ker iz tega tkiva so morali potem vzeti parafinski vzorec, kar je spet pomembno, če hočeš ti DNK analizo delati, ne? In od tam bi moral iti tak otrok, torej na pokopališče, ali da ga prevzame pogrebni zavod, ali da so iz bolnišnice odpeljali tja, ampak spet mora biti nekje zaveden, ime tega otroka, kdaj je pogreb in vse te stvari. In pri nekaterih otrocih to je, pri nekaterih pa ni, ne. Zdaj, različne stvari ugotavljamo. Pri nekaterih mamica ni upisana v porodno knjigo, da je bila, torej knjigo poroda, kot da ni rodila. Še huje je to, da je pod številko njenega poroda, ki ga ima na porodnem zapisniku morda, ali pa nekje upisana neka druga ženska, ne. Mi moramo zdaj to vse preveriti, ne, a je ta ženska druga res rodila in tako. To je recimo en primer. Ali pa, težava je, ker so že toliko stari primeri, da veliko ljudi, ki so bili vključeni v to, že pokojni. Ne? Že pokojnih, pa tudi večina dokumentacije so bolnišnice že predale v arhiv, tako da je Simona tukaj, moram reči, zelo pridna, brska po teh arhivih oziroma gre vse te stvari pogledati. Potem je pa še cel kup drugih stvari, no, kot je bilo rečeno. Nekateri imamo mi, da je bil sprejet na torej, da pogrebni zavod ima njegovo ime, vse to, ampak ni groba, ne. Zdaj, kje je pokopana, je res bil tam ali ni bil, ne. Velikrat je izgovor, da so pokopavali v skupne grobove in tako. Čeprav, če starš želi otroka pokopati, bi moral to možnost imeti, zato je to, a ne, nekaj mamici rekli, ga bomo mi pokopali, ne rabite vi za to skrbeti, to tudi takrat ni bila praksa in po zakonu bi morali mamicam reči, kako želite, ali da mi pokopljamo, ali ga boste vi pokopali. Ker je tudi nekaj primerov, ko so starši hoteli pokopati otroka in ga niso dali, in, a ne, zato potem tudi dvomijo. A ne. Imamo primer, ko je recimo ena deklica bila na obdukciji ob 9. zjutraj, ob 11. ne bi bil pa že pogreb, kar spet vemo, da je nemogoče. Imamo primer, ko je na 12. recimo pogreb, obdukcijski zapisnik je pa 13. ne, drug dan so delali obdukcijo, vemo, da spet ne more biti. In predvsem je problem to, ker dejansko ni teh grobov, a ne, teh otrok, da bi lahko ugotovili, torej z analizo DNK ugotovili, da je tam ta otrok. Mi smo tudi predlagali zdaj v 2 primerih, da bomo izkopali grobe, tam kjer pa grob naj bi bil, ampak seveda takoj, ko smo rekli, da bomo en grob izkopali, so na Žalah, kjer so prej rekli, da je ta grob tam, mama tudi plačevala ta grob 20 let oziroma 30 let, ne. Zdaj naenkrat niso več prepričani, da je ta otrok tam, ne. Namreč mi smatramo tako, ne, če mamica da svoj DNK vzorec in imamo parafinski vzorec, če je bila narejena obdukcija, in če se to ujema, potem bi načeloma tej mami lahko rekli, vaš otrok je res umrl, a ne, tole se ujema in tako. Tako da zdaj nekaj tudi teh analiz bomo delali, torej ne moramo jih delati mi kot komisija, mi lahko to pač predlagamo, ali pa izkop groba mora odrediti preiskovalni sodnik in tako, ne. Ampak mi smo pač tisti pobudnik, ki damo take predloge, ne. Tako da glavni problem je to, da veliko dokumentacije ne dobiš, je ni, ker kljub temu, da bi se večina stvari mogla še hraniti, je ni. Pomanjkljiva, ne, marsičesa ni kar bi moralo biti, ali pa je tako, kot sem rekla, cel kup napaka, ne. Čeprav imamo tudi primere iz istega leta, istega meseca, ko vse lepo štima, prijava rojstva, vse tako, kot mora biti, dodelitev EMŠO in to. Imamo pa primere, ko pa pač te stvari, bomo rekli, da so, težko rečeš, da bi bila to neka površnost, lahko ti narediš eno napako, mogoče 2, ne, če je pa tam po 5-10 napak, pa to seveda vrže nek sum, ne? Dobiš nek sum, da nekaj ni bilo v redu, da nekdo nekaj ni opravil tako, kot bi bilo treba, ne? Od tega, da imamo tudi gor, ne vem, napis, ni dala denarja, otrok umrl, ne? Smo to sprašvali administratorko. Skratka, cel kup enih čudnih stvari je, no?
Mi pa seveda od vseh organov, ki so v tej državi za določene stvari zadolženi, zahtevamo to dokumentacijo, večinoma jo tudi dobimo, praktično z vsemi v redu sodelujemo, čeprav je bilo od začetka kar malo odpora v smislu, da nimajo resursov, da nimajo ljudi, ki bodo to iskali po arhivih in tako, ampak, ali pa da celo preveč zahtevamo, ne, ker gre za dejansko osebne podatke, ampak mi vse to pač se varuje v posebnih prostorih, je z oznakami tajno in tudi ne more kar vsak do tega, samo tisti, ki imamo pač pooblastilo in upravljen tudi ta tečaj iz ravnanja s takimi podatki, tako da smo tukaj res previdni, razen seveda, kar mame na javnih sejah povedo, a ne, o svoji zgodbi in na podlagi tega potem zahtevamo dodatno dokumentacijo in to je, kot je rekla Simona, bistveno več, kot so mame lahko dobile, a ne, in potem tudi križamo te podatke od različnih organov, tudi tukaj ugotavljamo, da so zelo različne stvari, a ne, tam, kjer bi moralo biti jasno in enotno, od enega organa, ne vem, upravne enote dobiš nekaj drugega, kot od bolnišnice je isti dokument, ne, ki bi mogel biti. Tako da ne veš, ne, a se je to v več izvodih pisalo, a je bilo za kakšne druge namene dodaten izvod. Velikrat so stvari brez žigov, brez podpisa zdravnika in tako. Potem imamo primer prijava smrti, kjer je napisano, kje je otrok pokopan, ne vem, na pokopališču Ločna, greš tja, tega ni, ne. Tako, velike stvari, za katere še rabimo kar nekaj časa, da bomo to lahko naredili. Bomo pa zdaj vsem pripravili vmesno poročilo, ker seveda marca, če ne prej, bodo volitve, da vsaj ta del, ki smo ga upravili, ker smo kar velik del upravili, enih 25 primerov, tako intenzivno preiskujemo, ne, da se vsaj to zabeleži, kaj je bilo vse narejeno. Ne. Gospa Kalan, nekako, zdaj, če pogledamo, vse mamice so rodile, ne? Vse mamice, zdaj, ali so ga, nekatere so videle svojega otroka, ne, tako kot smo slišali prej 2 dni, naprimer, nekatere niso, ne. Zdaj, 2 varianti sta potem, ne, ko od tega otroka več ni bilo. Ali je pač zares umrl, ne, kakor se govori, s tem, da nimamo groba, ne vemo, kje je pokopan, ali pa živi. Kaj bi vi rekli zdaj za te vaše primere, kakšne vse so ti, kakšen recimo je možnost, da ta otrok živi, ne, čeprav so recimo rekli, da je mrtev, ne, in ste že prišli, je že kakšna zgodba dobila svoj konec? Možnosti so v tem primeru, a ne, če smo zelo realni, enake, lahko je živ, lahko je pa res umrl, ampak mi nismo tukaj, da ugibamo, ampak da raziskujemo, kar pa mene žalosti v imenu vseh mamic. To je zločin, ki se je zgodil nad tem mamam in one so bile prizadete v porodnišnici. In one so prizadete tudi danes, ker one v bistvu nekako dokazujejo, da se je to njim zgodilo. Kar se meni zdi grozno narobe. Mamica pač nima otroka in iz tega dejstva se izhaja. Ga nima in zdaj vi povejte, zakaj ga nima in kam ste ga dala, ne? Tukaj se mi zdi, da bi bilo bolj fair nekako do mojih mamic. Bi pa rekla še tako, no, večina mamic ni videla otrok. So pa tudi redke, seveda, ki pa so videle. In zdaj, a veste, moja kolegica v društvu, ki je dober analitik, je vedno rekla, postaviš hipotezo. Če je res otrok umrl, bolnica je ustanova, ki zdravi. Pokopališče oziroma pogrebne storitve so pa tiste, ki naredijo pokop. Tako da bolnica tudi zdaj pišejo in se zelo branijo in tudi na televiziji so povedali, pa oni niso pokopavali otrok. Seveda, da jih niso. Zakaj pa bi jih oni na svoje stroške pokopali? Zelo nelogično. Kar je bilo marsikateri mamici rečeno, ne, da je... Če otrok že res umrl, zakaj ga niso dali mamici? Kakšno pravilo je veljalo, tako kot je rekla spoštovana gospa predsednica, ena mamica je dobila otroka v pokop, recimo iz Maribora, ena, ki je pa rodila čez en mesec, v istem letu ga pa ni dobila. Po kakšnem sistemu, zakaj ne? Veliko stvari se ne sklada in veliko stvari seveda še vedno odpira tem mojim mamicam nove rane. Najbolj to, da se jih nekako predstavlja, da so si one to malo domislile in so se zdaj zbrale in zdaj bi kar neki. Niso se domislile. In niso se kar zbrale. Dejstvo je, da otroka ni. Drugo dejstvo pa je, da tudi groba ni. Zdaj pa, če je nekdo tako velikodušno pokopaval te otroke, verjetno bi si mogel zapomniti, kam jih je pokopal.
Gospa predsednica je rekla, da je veliko napak v administraciji, to se jaz strinjam in jih je zelo, zelo veliko. Pa je možno, da se tukaj ena oseba zmoti, ker pa če pogledate drugo plat te naše bivše skupne države, so imeli pa arhive, ki so bili zelo natančno vodeni, pa se niso nikoli zmotili. Pri mamicah so se pa vedno zmotili. Kakšne zaposlene smo se pa imeli, če se na enem listu sposoben 5krat zmotiti, to bi se jaz vprašala. Razumem, vsak, kjer dela, greši in se lahko zmotiš, samo da se pa na enem listu in glih pri eni mamici zmotiš, ne vem, 5krat, na prvi strani, kjer so pa še ostale strani, je meni osebno, to je moje osebno mnenje, skoraj pa nemogoče, no, ker tukaj se pa res ne bi. Po drugi strani bi še omenila to, kar vezano za pokope. Moje mamice so vse želeli otroka pokopati. Mi imamo, v društvu imamo, ne vem, ko je Ivanušec, jaz se večkrat spomnim na njo. Ona je rekla, če ga je Bog dal, ga je Bog tudi vzel in jaz se bom s tem sprijaznila. Takole se pa ne morem. Večkrat ponovim njen stavek. Moja mama bi se sprijaznila, ampak gledajte, mi smo v okviru društva Izgubljeni otroci v Kopru izkopali grob na inicijativo mame. Mama je plačevala 40 let ta grob. Mi smo ga odprli, čeprav smo imeli težave, ker se je pojavila ena kriminalistka, ki je rekla, da ga mamici je rekla, da ne bojo, da ni potrebe, da se grob odpira, da ona to ve. Ne, takih komentarjev smo se mi že navadili. Skratka, mi smo ga odprli. V tem grobu je bila korenina ene smreke, pa 2 kosti odrastega človeka. In jaz vas zdaj sprašujem, a bi mamica mogla verjeti, da je ta otrok tam? Ni ga. In z DNK-jem, oni so sicer našli nek skupek, neko plastiko, DNK se je naredil na sodni medicini, ni se ujemal. In zdaj bi ona mogla verjeti, da je pa, kako bo verjela? Otroka ni, torej rodila ga je. Vsem otrokom je značilno, da se sled zgubi med bolnico in pokopališčem. Torej mi govorimo o novorojenčku, on ne hodi sam. Ja. Kam je pa šel? Lahko ga daš tudi torbo, ne? Nekdo ga je odnesel, se ni mogel iti sam. To je tako majhno, ne? Ja, sam ni šel nikamer. Potem so rekli, da smo imeli slabo oskrbo, recimo konkretno za Maribor, ne? Pa je veliko nedonošenčkov umrlo pa tako. Lejte, jaz sem šla prav brat. In piše na spletni strani porodnišnice, mislim, da še piše, če niso umaknili zaradi mene, ker sem jim to doskrat omenila, da je bila mariborska porodnišnica najboljša v bivši Jugoslaviji. Iz cele bivše Jugoslavije so se hodili učiti, tudi pokojni doktor Japelj se je učil v Beogradu in je potem, kar se je tam naučil, tle delal. So ga kar dobro naučili. Tako da, zakaj je toliko otrok umrlo, če smo bili pa najboljši? Ne? Ker je poudarek posebej še na mariborski porodnišnici. Veliko otrok je umrlo v Mariboru. Veliko dvojčkov je umrlo v Mariboru. Težji običajno umre. Bolj zdrav običajno umre. Ali se mu je pa, ne vem, možnost je, vedno je možno, da otrok zboli, da novorojenček zboli, da pride do kakšne anomalije, ki se niso pri porodu odkrile. Jaz to vse priznam in odobravam in verjamem, da je tako in vem, da je tako. Saj sem tudi po stroki zdravstvenik. Ampak, lejte, tako nenavadni primeri, take diagnoze, zelo, zelo enake. Meni je logično, da so mogli napisati pri nedonošenčku, da niso bila razvita pljuča. Ja, kaj pa če drugega napisati, ne? In potem, kakor so pri prvemu, zdaj imajo vsi nerazvita pljuča, vsi so bili nepredihani reveži. In to je dansko povezovalo, ja, ne? Vsi. Nepredihana pljuča. Pa neke možganske krvavitve, pa je imel nogo nazaj zavito, pa ne vem. No. Mislim, skratka, preveč je teh naključij, da bi mame v to verjele. Sicer pa treba je mogoče, ne vem, se vprašati, zakaj bi sploh verjele, če so bile že enkrat okrog prenešene. Zdaj, smo tukaj danes tudi z enim posebnim namenom, namreč tudi, da naše gledalke in gledalce nagovorimo k temu, da lahko tudi oni prispevajo k iskanju
teh izgubljenih otrok in pomoči mamicam, tako da darujejo svojo DNK. Zdaj, če se morda samo to omenimo, pa bomo potem šli naprej na to, kaj bi se lahko... Mislim, obstaja ena aplikacija, oziroma to je v Ameriki sicer, a ne, lahko daš pač svoj DNK, a ne, in potem ti oni iščejo ujemanja, ne, če je nekdo drug, ker moramo vedeti, a ne, da kakšen od teh otrok, recimo, ne, če rečemo, da je bil ukraden ali pa nekam prodan. Take primere smo poslušali pač tudi iz bivše države. Lahko tudi on išče svoje starše, ne? Sploh če ve, da je posvojen ali pa marsikdo se ne čuti v tisti družini, kjer je različne stvari so. Ne? Mi sicer se trudimo, da ne bi povzročali novih travm in novih ran odpirali in tako. Ampak če kdo ima občutek, ne, da mogoče vse ni tako ali pa da mu vse niso povedali ali pa ve, da je posvojen, pa ne ve, kdo so njegovi biološki starši, a ne, lahko gre na ta, torej, da pač svoj DNK in potem oni išče ujemanja. Ne. Tako da to je recimo... To je na spletu dostopno. Ja, to se recimo danes da, ne, včasih to ni bilo možno, ne, zato tudi pa tudi logično je takrat mamice, če ti zdravnik reče, da je otrok umrl, seveda verjameš, ne, ampak zdaj vemo, a ne, ko so te razne raziskave, da sta mama in otrok zelo povezana, ne, mama ima tokle celico od otroka in otrok od mame, zato je tudi to, a ne, da mame recimo, kot je rekla gospa Olga, ni mogla nikoli svečke pržgati, ker ni imela tega občutka, da je otrok res umrl, a ne. Pravzaprav ima glih obraten občutek, da je ta otrok nekje živ, a ne. In to danes se dokazuje, a ne, in zato tudi, a ne, po tolikih letih, a ne, se s tem ukvarjamo. Drugače bi to zaprli poglavje, pa bi bilo mimo, a ne. Ampak spet ne, tole je, če recimo zdaj govorimo čisto tako, da zadaj stoji neka kriminalna združba, recimo, da se je res dogajal kriminalni, so te otroke tukaj recimo v mariborski porodnišnici potem dejansko odzeli mamicam in jih dali naprej posvojitev. Je to tudi možnost, ki jo tukaj v teh primerih lahko zasledimo? Seveda, da je možnost, to se ni dogajalo samo v Sloveniji, to se je v bistvu dogajalo v celotni bivši Jugoslaviji, ne. Najbolj odmevna je bila Srbija, tam so tudi mislim, da po 30 letih iskanja dokazali prvi DNK, da je ta otrok bil ukraden od mame in dan v eno drugo družino. Ne. Ker morate vedeti, tle je zelo velik detajl, kot je rekla gospa predsednica, pregledaš ogromno dokumentacije in potem jo odložiš za nekaj časa in greš čez par dni spet gledati, ker ne smeš nič pregledati. Ampak razumete, tle je veliko enih stvari, na katere moraš biti pozoren. Tle so se spreminjala imena, tle so se spreminjali datumi rojstva. Najbrž tudi zgolj po nesreči si dobil tudi nov naslov, rodil si se, ne vem, v Beogradu, pa si pa kar kraj rojstva so ti napisali na Ptuju, pa tako, no. Vse se je dalo. Obstaja tudi ena zgodba novinarja, ki je tukaj na slovenski obali, torej bil povabljen, da si v Srbiji izbere svojega bodočega otroka, ne, in okrog 20,000 primerov je zabeleženih tako nekje iz bivše Jugoslavije, s tem, da koliko je pa ta številka, če morda to omenimo, kajti mi smo bili tudi bivša Jugoslavija. Ne? Zdaj, jaz o številkih je tako nehvaležno govoriti, no, jaz upam, da jih ni upam, da ni toliko prizadetih mamic. Sem pa povedala, koliko pooblastil ima društvo Izgubljeni otroci in te mamice resnično trpijo. To je stvar, ki se ne pozabi. Tega otroka so mame nosile 9 mesecev pod srcem. Tudi če so bile nedonošenčke, zelo nepomembno. In one reve skozi to podoživljajo. Ta rana se niti ne more zapreti. Ker so vedno vprašanja, ker so vedno dvomi, ker kaj pa če ni, kaj pa če je, to se jim vedno vrti po glavi, ker je dejstvo, kar je rekla gospa predsednica, veliko otrok ne ve, da je posvojenih. In to danes več niso otroci, to vam lahko povem iz lastne družinske izkušnje, to so odrasli ljudje, ki so zgolj slučajno izvedli, da so posvojeni. Ker posvojiti otroka je eno zelo dobro delo. In jaz spoštujem vse posvojitelje. Ampak posvojitelje, ki so tem otrokom povedali, da so posvojeni.
in ki so ti otroci Ker niso zanje plačali. Ne? Tako, pa ker niso zanje plačali. In da so ti otroci rasli z vedenjem, da so posvojeni. Ne? Ker, veste, posvojitelji so znali tako prirediti zgodbo, ne? Bom ti šel jaz po rojstni list na upravno enoto, ni treba, bom ti jaz to zrihtal, ne. Sej, oni so bili takrat otroci, ne. Ko pa ti nekdo reče po 38 ali pa 39, veš, Simona, jaz še nikoli nisem videl svojega rojstnega lista, pa izpade precej hecno. A se vam zdi naravno, če si ti tega otroka res posvojil po vseh predpisih in zakonih, ki so veljali, da ga ne spustiš na upravno enoto, da gre samostojno po en rojstni list? Meni se ne zdi. A ne? In jaz bi mogoče apelirala na osebe, ki se ne počutijo v teh družinah pristno, ali pa ki so mogoče kdaj kaj slišale, da so posvojeni, ker če bodo čakali od teh svojih posvojiteljev, da izvejo resnico, je najbrž ne bodo. Ne? Običajno se pol to izve, ko posvojitelji umrejo, pa se pospravlja kakšna dokumentacija, pa tako. Ampak to je za tega otroka oziroma odraslo osebo že pozno, ker on več nima koga vprašati. On je živel svoje neko lažno življenje in zdaj tudi posvojiteljev nima in nima več na koga nasloviti vprašanje. Zdaj, gospa Olga, da še malce ostanem pri vas, kot ste nam prej nekako zaupali, ta otrok še vedno živi z vami, vaš otrok živi z vami in v imenu vseh teh mamic morda nagovorite še vse te ljudi, ki bi morda kaj vedeli o tem vašem primeru, ali bi lahko kakorkoli prišli za resnico na dan, pa jih morda sami povabite, če bi želeli, da se naj oglasijo in naj povejo javno, kar še je tega, kar je zakritega, dokler ne bo prepozno in preprosto enkrat, ko ljudje umremo, potem ne moremo več svoje duše kakorkoli rešiti, karkoli smo storili, to je potem še samo pred Bogom zapovedati. Dokler si tukaj živ, še imaš pravico do tega, da se pa v tem primeru teh naših slovenskih mamicah kakorkoli odkupiš in poveš resnico. Morda še sami kaj poveste. Ja, jaz bi prosila vse pač, ki če so sodelovali v tem, da pač eden se enkrat pove, pa po resnici, ali so jih res pobrali, prodali ali karkoli naredili z njimi, da vsaj nekdo spregovori, da bomo vedeli, kje so, kam so šli. Vse jih ne rabimo dobiti nazaj, lahko so tam, kje so. Ne. Samo, da se ve. Ja. Ne? In tudi to detece bi imelo še potem 3 sorodnike, ne? Torej še so 3 otroci zatem. Tukaj so očetje, ki prav tako trpijo, tukaj so detki, babice, ki ne vejo, kaj je z njihovimi vnuki. Ne? Na drugi strani pa gledamo to, kar se je dogajalo v porodnišnicah, kjer bi moglo biti najbolj to sveto ozračje, kjer pride novo življenje na dan. Ne? Tako da, dokler še ni prepozno, apeliramo na vse, naj se še oglasijo, naj se pove resnica. Ja, tudi kar se tiče vaše komisije preiskovalne, vi ste tudi zaslišali veliko torej medicinskega osebja. Kaj ste tam opazili? Ja, zdaj večina itak reče, da si ne predstavljajo, da bi se to lahko dogajalo. Predvsem zato, ker je dejansko res od ginekologa do porodniške sobe in tako je v bistvu res veliko ljudi, bi morali, veliko ljudi do matičarjev, do administratorjev, bi morali pri taki stvari res veliko ljudi v bistvu sodelovati ali pa vedeti za to in se jim zdi nemogoče, da ne bi nekdo nekaj povedal ali pa karkoli, ne. Ampak vse vemo, v kakšnem sistemu smo živela, ne. Vsak se je vsakega bal, noben ni upal nič povedati, tako da vprašanje, ne, če se je kdaj to dal delati, se je takrat, ne. Namreč takrat tudi niso mamice imele otrok pri sebi, ne. Niso bili očetje pri porodu, to je danes vse drugače, ne. Danes bi to res bilo nemogoče, ne. Takrat pa so pač te otroke pobrali, odpeljali, ne veš, ne, recimo kakšne mamice so tudi izpovedale, da je tudi kakšen, bomo rekli, čuden ali pa nemedicinski človek hodil tam po bolnišnici ali pa kaj takega, ne. Tako da ne veš, ne, zdaj za toliko nazaj tudi nimamo, recimo, kdo vse je bil tisti dan v službi in tako, mi sicer kakšne te stvari zahtevamo, kaj dobimo, ampak večinoma to pa res ne rabijo toliko časa hraniti, tega ni, ne.
mi smo računali, ne, da bo mogoče tudi res kdo povedal, a ne. Seveda, če bi nekdo rekel, da se je to dogajalo ali pa da kaj ve, a ne. Mislim, da se ljudje še vedno bojijo, no. Da se ne upajo tega povedati. Tisti, ki so sodelovali, mogoče pa tudi ne vemo, zakaj, ne, lahko je kdo moral sodelovati, ne, saj vemo, kakšen sistem smo živeli, ne, zaradi kakšnih drugih stvari, pod prisilo, pod grožnjo, ne vem, zapora, česarkoli, ne. Tako da mi nočemo nobenega obtoževati, ne, tudi si ne želim, a ne, da bi zdaj rekli, da so zdravniki nekaj delali, ker ne vemo, a ne, nismo nič tega dokazali. In mi je hudo v bistvu, ker je res plemenit poklic, ne, da bi preveč madež padel tudi na njih. Ne. Samo to je tako kot povsod, ne. Če je pa nek posameznik nekaj delal, kar pa ni v skladu z doktrino in s tem, kar zdravniki sicer počnejo, je pa to treba povedati. Ne. Da ne, ravno zaradi drugih, da ne posplošujemo, da ne obtožujemo vseh, ampak da tistega, ki je pač nekaj naredil, kar ni bilo prav. Recimo, mi imamo tudi eno izjavo ene gospe, ki živi zdaj v Sloveniji, drugače pa mislim, da z Hrvaške, Hrvatica. In ona je v bistvu rodila v eni manjši bolnišnici in so rekli, da ima punčka zlatenco in da jo bodo odpeljali. In ona jo ni dovolila odpeljati, zato ker je rekla, da iz tistega kraja je bilo kar nekaj mamic, ki so jim rekli, moramo otroka odpeljati v glavno bolnico, ne, in ga potem niso več nikoli videli. Ne. In ta je rekla, tudi če ima zlatenco, tudi če umre, bo pri meni, jaz nikamor ne dovolim, da gre. In se je dejansko tega bala, ker je rekla, da je velikih ostali brez otroka in je potem s to punčko prišla v Slovenijo živeti in tukaj živi. Zdaj je tudi ta punca že stara, ne vem, 35 ali 40 let, ne, ampak je rekla, da so pač tako v kraju, so ji rekli, da ne boš dovolila, da jo kam odpeljejo, ker jo ne boš nikoli več videla, ne. In je bila dejansko šla že s tem roditi in bila malo prestrašena, ne. Tako da, ne, tega je bilo sploh po jugu veliko, no. Zdaj imamo tudi en primer, ko se recimo povezujemo tudi, namreč v Beogradu tudi deluje ena preiskovalna komisija, sicer je vladna, ni tako državnozborska, kot imamo mi. In recimo tudi zdaj, ko smo imeli zaslišanja kriminalistov, smo jih vprašali, če kaj sodelujo z drugimi organi iz drugih držav, republik, ne, takratnih zdaj držav, pa v glavnem ni tega sodelovanja, ne. Ampak to je sigurno, če je šlo za, dobro, takrat je bila pač ena država, ampak jaz dvomim, da so recimo slovenski otroci šli na jug prav veliko, po mojem so šli bolj v Italijo, Nemčijo in tako, ne, ker je tudi bil tako en tak trend, ne, da se v Jugoslaviji da kupiti otroka, ne. To je bilo tako kar malo splošno znano, to so kar malo promovirali tamle po tujini, ne. No, in mi sodelujemo recimo tudi s to srbsko preiskovalno komisijo, sicer nismo še, imamo mi premalo podatkov, da bi lahko primerjali recimo tudi datume rojstev in to, ampak v resnici je to delo policije, ne. To bi mogla policija, ki ima tudi potem neke protokole, kako s tujino posluje in tako, mislim, kako izmenjujejo podatke, ne. Mi tega ne moremo, ne. Mi lahko sicer prosimo, ne, Beograd, če nam nekaj dajo, ampak niso dolžni nam nič dati, ne, v resnici. Policiji bi pa morala, ne, ker je to pač drugačne. Mi imamo tudi primer enega, ki ga preiskujemo, kjer sta posvojiteljica in ta otrok prijavljena v Italiji, ne. Mi smo jih povabili na pričanje, posvojiteljica se ni odzvala, ne, posvojitelj je pa že umrl, in smo potem prek našega zunanjega ministrstva zahtevali od italijanskih oblasti, da oni zaslišijo, ne, to mamo recimo. Tako, no, mislim, veliko je, ne, stvari zahtevajo čas. Ne moramo pa danes reči, mi ni od teh primerov, s katerimi se v resnici ukvarja naša komisija eno leto, ne, nismo še prišli do konca, ampak tudi nikjer še ni končano v smislu pridobivanja dokumentacije in to, ne. Treba tudi vse to preveriti, ker recimo ta primer v Srbiji je bil ravno ta, da je, torej mama ni bila vpisana v porodno knjigo in je bila ena druga, ki ga pa v resnici ni rodila, pa je dobila potem tega otroka, ne. Tako da mi smo od začetka bolj šli na to, ne, da ok, če so
otroka nekomu vzeli, so ga morali nekako legalizirati. Torej so ga verjetno dali nekam v posvojitev, da so mu uredili papirje in tako, ne. Ampak ni nujno, da je bilo tako, ne. Tako kot sem rekla, če tam v porodni knjigi ni upisana neka mamica, ravno zdaj smo imeli eno babco, ki je rekla, da so čist vsak porod upisali, ne. In na moje izrecno vprašanje 5-krat, a so res vsakega upisali, je rekla, ja, seveda, razen če bi mi zdravnik rekel, da ne. Torej, kdaj bi pa zdravnik rekel, da ne? Ja, recimo, če bi bil otrok mrtvorojen, ampak to ni rekla, ne. In mi smo ji potem predočali torej, dokumentacijo, v kateri bi ta otrok mogel biti in ta porod upisan, ker ga je ona vodila, ona je bila babca. Torej, ga ona ni upisala, ne. Tako da, veliko teh takih stvari je, ki jih bomo morali še razčistiti, ne. In saj veste, mi smo v resnici tukaj amateri, no, Predrag Bakovič je še najbolj specialist, bomo rekla, ne, ker je pač bivši policist in kriminalist, ne. Zna tudi mogoče bolj vprašati, ne, kot mi, čeprav smo tukaj bili kar, no, zdaj smo že kar malo zverzerani, od začetka smo bili mogoče malo manj. Ampak se bo verjetno še koga na pričanje pozvali, odprejo se pač nova imena ljudi, ki so bili zraven, ne, in to je še vse v bistvu treba povabiti na pričanje, preveriti vse, ne, in tako. Zdaj vam do konca mandata te vlade še delujete, potem Ja, tako je, ne, s koncem mandata preneha tudi delo komisije, čeprav bomo mi predlagali, ne, da bi v naslednjem mandatu bila ponovno ustanovljena komisija in da bi vso to dokumentacijo, ki smo jo mi pridobili in vse izsledke, do katerih smo prišli, uporabila potem tudi nova preiskovalna komisija. Da gre naprej, ne, ker zdaj bi bilo res škoda se ustaviti, ko je toliko. So pa vsi te primeri drugače tudi na tožilstvu, ne. Državni tožilec ima to na mizi in se s tem ukvarja. Kot sem prej rekla, grejo stvari počasne. Če gledam nas, no, mi zelo intenzivno delamo, ne, on pa verjetno ima še kakšne druge primere in se potem toliko ne more. Pa mogoče se premalo povezujejo tudi te, bom rekla, po različnih policijskih postajah, potem, ker tožilec usmerja, kaj njemu še preverijo in tako. Verjetno bi morali oni malo med sabo tudi bolj sodelovati, ne, ti kriminalisti, zato da ne odkrivajo Amerike, da mogoče tudi kakšen vzorc najdejo, ne, kako so stvari tekle in tako, ne. Pa verjetno malo bolj intenzivno preiskovati. Razumem pa, da imajo veliko dela tudi z aktualnimi stvarmi, ne, in potem take malo starejše pač. Važno je, da stvari grejo naprej, ne? Da se nekam premika, da so se končno zbudile, da tem mamicam končno se nudi nek glas, da lahko povejo. Tukaj ne gre samo za zelo stare primere, ne? Recimo tudi iz leta 97, ne? Še imate je še kaj novejših primerov? No, najmlajši primer je iz leta 98. To je tudi ena mama zopet iz Maribora. Bi se pa navezala na vas, ko ste rekla, nudi mamicam. Društvo Izgubljeni otroci Slovenije je eno tako posebno društvo pri nas. So moje sodelavke iz različnih, so v bistvu strokovnjakinje na različnih področjih, tako da mi imamo tudi eno socialno delavko, mi imamo tudi eno gospo, ki je iz ene druge oblasti, tako da mi smo vedno mamicam probali nuditi neko domačnost, da se tle počutijo dobro, da v bistvu hoteli smo jim povedati v društvu, da jim mi verjamemo, ker mamice, ko so prišle, so najprej povedali, meni noben nič ne verjame, ne. Tako da vedno smo jim nudili to podporo, vedno smo jim nudili to pomoč, tudi če je bila kakšna v hudi stiski, se vedno lahko na našo Milito obrnila. Milita je univerzitetni diplomiran socialni delavec in sigurno najbolj od vseh nas pozna to tematiko. Veliko časa preživimo z mamicami. Jaz osebno največ, imamo tudi skupino, v kateri se redno dopisujemo in povemo, kar je za povedati. Ne vem, skupaj delamo izdelke v društvu, enkrat na leto imamo druženja. Lahko bi jih imeli večkrat, no, ampak smo iz različnih koncev Slovenije, pa gre to malo težje. Tako da, v bistvu, tako kot ste rekli, jaz sem res te mamice vzela pod okrilje. Mogoče, verjetno je to taka usoda, ker moja mama ni bila meni najbolj naklonjena v življenju, oziroma
mi sploh ni bila, zdaj imam pa kar naenkrat veliko mamic. Mogoče je to tako moglo biti, no. V glavnem mi smo jim povedali in mamice vejo, da mi njim verjamemo in da vse, kar je v moji moči in v moči mojih kolegic v okviru društva, kar smo lahko, smo za njih naredili. In še vedno delamo, ker se še vedno neke stvari, ki jih pa mi lahko raziskujemo sami naprej, brez komisije tudi raziščemo, ne. Tako da upam, da ne bo, kljub temu, da smo apelirali, če se še kdo prepozna v tej zgodbi, upam, da se ta številka ne bo drastično večala, ker že iz te številke se vidi, da je nekaj šlo hudo narobe. 170 primerov, mamice so Ne, jaz jih imam zdaj 127 pooblastil. 127 pooblastil, ja. Ja, žal je naš čas pri kraju. Zdaj, gospa Olga Domadenik, jaz se vam iskreno zahvaljujem za vaše pričevanje, predvsem pa vam resnično želim, da karkoli je s tem vašim fantkom se v življenju zgodilo, da ga Jezus ljubi. Tukaj smo na katoliški televiziji, lahko odkrito govorimo o tem, in ljubi tudi vas. In vera je veliko pomoč pri takšnih stvarih, namreč, ker Jezus nas ljubi točno takšne, kot smo, in tudi vašega otroka, in vso vaše trpljenje vidi in vso to vaše trpljenje zagotovo ni za manj. Vam srčno želim, no, da kakorkoli se bo vaša zgodba razpletla, da bo na koncu en mir, ki boste ga našli pri sebi, in morda pa tudi srečanje konec koncev z vašim fantkom. Hvala. Če bo pri tako dobrih ljudeh, ki vam pomagajo in so vam pristopili na pomoč, in zato tudi morda povabimo še vse ostale, ki čutijo v tej smeri, da tudi oni se oglasijo, ki bi morda imajo podobno izkušnjo in to podelijo, kajti skupaj, ko podeliš stvar, potem je veliko lažje, ne? Ko se to odpre, ko govoriš o tem, samo ne več tega straha imeti, kot ste rekli, gospa Alenka. Strah je tisti največji sovražnik, ki je danes, ne? Tako da, gospa Olga, se vam v imenu vseh nas tukaj najlepše zahvaljujem, da ste ta pogum zbrali. Tudi vam, gospa Kalan, za vaše veliko srce, da tako rečem, in da ste pomoč in podporo in da imate pogum prevzeti to odgovornost v naši državi, da se razjasnijo stvari, da se pove resnica. In prav tako vam, gospa Jeraj, ki pa vlečete to državno, to kako bi rekla, zares na višjem nivoju, kjer imate večja pooblastila. No, in v tem smislu tudi se vam zahvaljujem danes in vam želim veliko uspeha še naprej. Hvala lepa. Ja. Če bi še morda katera kaj dodala, kakšno sporočilo, torej dali smo že za ta test DNK za mamice, še morda kakšno? No, jaz sem to, ker včasih rečejo, sej to je že zastaralo, ne se s tem ukvarjati, ampak v resnici ni, če je bil otrok odtujen, je to še vedno, bom rekla, kriminalno dejanje, ki traja, dokler se ne najde, in zato ne smemo obupati v smislu, pač je treba ugotoviti, ali dejansko, in država bi tukaj morala mamam povedati, kje njihov otrok je. Ja. 2 tožbi Evropskega sodišča sta že na to temo za Hrvaško in Srbijo, da pač so dolžni mamam povedati, kje otroci so. Ker je država odgovorna, ker če ga država ni dala njej, da ga pokople, potem mora država povedati, kje je. In tako bo verjetno tudi tukaj pri nas. Ja, upamo, da se bodo stvari razčistile in jasno povedale. Ja. Hvala lepa in morda ob kakšni drugi priložnosti se ponovno srečamo. Vam, cenjeni gledalci, spoštovane gledalke, pa vedno se borite in si prizadevajte za resnico. Zahvaljujte se Gospodu za vašo družino, za vaše otroke in jih blagoslavljajte. Ne glede na to, kje so že odrasli, so otroci, morda ne veste, kje so. Kličite blagoslov na njih, kajti vaši so in vedno bodo vaši ostali. Hvala lepa, da ste bili tokrat z nami. Če karkoli veste, lahko kontaktirate Društvo Izgubljeni otroci in se do prihodnjič na snidenje. S Bogom.